14.2.11 po kristjanskem koledarju 2011, Toš direkt, tokratna tema ljubezen. Lokacija Republika Slovenija, mesto Ljubljana. Spomenik revoluciji. Spoštovano občestvo, na tokratni datum, ko se praznuje Valentinovo, je seveda najbolj smotrno javno spregovoriti o ljubezni. Ampak, ker v direktih nismo zgolj površinski, se ne bo govorilo o ljubezni na vsiljen, neprimeren amerikaniziran način, se pravi Valentinovo naj bo praznik, kjer bodo žvenketale blagajne, ampak se bo govorilo o ljubezni kot tisti sili, ki svet drži v jedru skupaj. Kaj je ljubezen? Ljubezen je tisto, kar življenju, bivanju daje smisel. Kako ljubezen nastane? Ljubezen nastane že z samim rojstvom. Težava človeštva je, da za neprimerno življenjsko filozofijo od prvega trenutka bivanja, torej življenja, ljubezen prične padati oziroma je načeta. Kaj pomeni napačna filozofija bivanja? Napačna filozofija bivanja je tista usmeritev življenja, ki je nagnjena k temu, da se planet siromaši, da je dolgoročna prihodnost črna, pogovorno črna, in da namesto radosti, združevanja in lepega optimističnega življenja nastaja slabovoljnost, pesimizem, življenje, ki ni najlepše, in namesto združevanja in smiselnega druženja, kot rečeno, nastajajo konflikti. Nasprotje ljubezni je sovraštvo. Sedaj govoriti, da je sovraštvo neprimerna emocija, je pretirano, kajti vse, kar v tem in na tem svetu obstaja, ima nek smisel. Torej, tudi sovraštvo je smiselno. Ampak, kako sovraštvo udejanjati, da ne bo škodljivo, ampak bo izobraževalno? Jaz sovraštvo pojmujem kakor tisto, oziroma da se vrnem na pričetek. Jaz sovraštvo pojmujem kot tisto emocijo, ki nastopi takrat, kadar se z neprimernimi dejanji povzročajo situacije, kjer ni možno gojiti ljubezni. Sedaj je možno seveda temu na nek način replicirati, ampak treba se postaviti na neko pozicijo dojemanja in doumevanja, kaj sem želel povedati. To ne pomeni, da je sovraštvo sprejemljivo, ampak kot ima vse na tem planetu in v tem vesolju vzrok, ima tudi sovraštvo svoj vzrok in tudi v nekaterih primerih, morda v vseh, morda ne, tehtne razloge. Ampak tokrat govorimo o ljubezni. In ljubezen je tisto, česar v družbi, ki je pod vplivom krize potlačevana, slabovoljna in pesimistična, česar primanjkuje. Torej, ljubezni v družbi trenutno primanjkuje. Ko je treba ljubezen ponovno zagnati. In kako se da to doseči? Postavim se na metapozicijo in ta del spomenika opazujem od zgoraj. Trenutno je težava tega, da ko je prišlo do nekega spoznanja, katere so slabosti v prejšnjem sistemu, je prišlo tudi do odločitve od odmika teh slabosti. Težava je pa nastala ta, da je prišlo do odmika skorajda od vsega, kar je bilo v prejšnjem sistemu, tudi dobrega. In prejšnji sistem je imel eno zelo pomembno reč. Imel je veliko mero ljubezni do življenja, saj je bil zelo prežet z situacijami, ki so se dogajale v drugi svetovni vojni in so bile sinonim za zelo veliko trpljenje. In problem nas je, da smo s tem, ko smo izgubili prejšnji sistem, izgubili skorajda vse. In to vrstni procesi tranzicij
kot se je pripetila v Sloveniji, se zaradi tega, ker je sistem celota, sistem je v bistvu, predstavljamo si kot okna na računalnikih, brez sistema mašinerija ne deluje. In pojmovanje sistema zgolj kot neke politične sfere, kot gospodarske sfere, je seveda zelo površinsko. In če si resnici na ljubo priznamo, je sistem, ki ga trenutno v Sloveniji udejanjamo, se štejem zraven, zelo, zelo prežet s kriminalom. Tako da, če bi ga projicirali na neko računalniški nivo, ne bi mogli reči, da je ta sistem stabilen oziroma da našemu računalniku koristi. In sedaj je na nas, ki se nahajamo v tem obdobju, da znamo poiskati vse dobre elemente prejšnjega sistema, da znamo poiskati vse dobre elemente trenutnega sistema in se postaviti na neko pozicijo. V tem direktu simbolizira ta pozicija to kamero, čeprav ni povsem na sredini, ampak je zaradi svoje značilnosti gradnje in zaradi tega, ker je kamera gori, primerno, da se na tem primeru to opiše, da se postavimo na to pozicijo in da dejansko pričnemo tvoriti sistem, kjer bo jasno definirano, kaj etika in morala je, kjer bo jasno definirano, da se ne sme delovati sebi v škodo, zato da bodo lahko dejansko tuji stopili sem. Torej, zdravo pojmovanje tistega, rečemo temu, kar je rekla, tujega nočemo, svojega ne damo, ampak to prilagodimo v tujega ne sprejemamo zato, da lastno uničimo, denimo, da je v tem primeru to zadosti. Tuje je zmeraj in vselej dobrodošlo, ampak v tistih kontekstih, ko se naše zaradi prisotnosti tujega plemeniti. Ko se naše zaradi prisotnosti tujega odstranjuje ali uničuje, takrat tuje ni smiselno. No in sedaj se bom sam postavil na ta sistem, da nekako simuliram, kaj se dogaja. Torej, da obudimo ljubezen v nas, tisto splošno ljubezen do življenja, kajti socialne stiske povzročajo tudi situacije, kjer so ljudje siti bivanja in življenja. Postavimo se na ta simbol, rečemo temu sedaj novega sistema, ki združuje vse najboljše prejšnjega sistema, ki združuje vse najboljše zdajšnjega sistema in ki s kamero simbolizira dejansko vizijo in pogled. Objekt, torej naš sistem, je pod video nadzorom, nadzira nas tisti zdravi jaz, ki ga vsako živo bitje premore, kolikor si to želi. No in nahajamo se na točki tega novega sistema, simbolni točki. In sedaj se vprašam tukaj javno. Ko si v zavest prikličem trenutno situacijo, da z početjem sedaj, ko se mlade generacije vzgaja, kako je bilo nekoč vse slabo, ne daje se jim pa vzorov, kaj bi naj bilo dobro, takrat se na mestu ljubezni dobivanja ustvarja sovraštvo. In ko je družba polna sovraštva, ni plodna, ni tvorna, ni smiselno prodorna in ni napredna. Takrat se družba znajde v nekem statusu quo, kjer se mora intenzivno spraševati, kaj storiti za izhod iz zablot in bede. In za konkretno naše okolje, še enkrat ponovim, je temelj sovraštvu to, da se je tuja percepcija našega sistema vsilila v zavest ljudstva do te mere, da se v nekako političnih krogih vse, kar je bilo nekoč zavrača in se hlapčevsko brez kritično sprejema vse, kaj se dirigira od zunaj. Rečeno preprosto gostilniško. Nekoč je diktiral Beograd, tokrat diktira Bruselj. Torej, je že padel argument, da se je bilo treba Beogradu kar tako odreči. Odrekli smo se enemu, da smo padli pod oblast drugega. Druga stvar pa je, da ko narod pride tako daleč, da mladina več nima zdravih vizij,
lahko starejši imajo kar tehtne skrbi. In žal je potrebo po norosti v naši družbi začela nadomeščati, oziroma se opravičujem, je potrebo po pameti v naši družbi začela nadomeščati potreba po norosti. Kajti noro prebivalstvo je kapitalistom seveda zanimivo, zato ker se ne opira, ker ni zadosti zdravo kritično in ker požira vse produkte, ki jih ti veliki sistemi vsiljujejo. Dejansko pa se vidi, da niti odločanja niso več tako zelo doma, ampak so drugje. V tem direktu sem na zdravo filozofski način in zelo sproščeno pojasnil, kaj je težava, sedaj bom pa to strnil v nekaj povedi. Težava naše družbe je, ki se je znašla v krizi, da smo sistem, ko se brezkompromisno in zelo agresivno ruši vse, kar je bilo nekoč, vzpostavlja situacija, kjer se v nas namesto ljubezni do nas samih naseljuje sovraštvo ali malodušje. To ni pravilno, kajti sistema, kjer bi bilo vse slabo, takšnega sistema ni. In če pogledamo vizualno, nekoč so gradili spomenike, ki so pompozni, veliki in tudi še zmeraj dokaj dobro ohranjeni. Novi sistem pa simbolizira ena zastava, en drog in spodaj neko, rečemo temu, nek podstavek, ki ni tako zelo opazen. In sedaj je na nas, da združimo tisto, kar nas je nekoč ustvarjalo srečne. Sam sem bil del prejšnjega in zdajšnjega sistema in se ne strinjam s tem, da se mladino poučuje, kot da je nekoč bilo nevarno iti na cesto, da te ne bo kdo z udbe ujel. In da se na tej sredinski točki pogleda v prihodnost, se definira zdrave vizije, se najde energija za te zdrave vizije tudi udejanjati in se prične družbo sanirati na način, kjer ne bo nepotrebnega sovraštva, kjer ne bo nasprotovanja znotraj lastnega naroda, nasprotovanja, ki nima podlage, ampak nasprotovanja na temelju nasprotujem ti zato, ker si ti desni, jaz sem pa levi, in kjer bo možno si sešti v roke in se pogledati v oči, ne gledati v tla, ko se nekaj sporoča, in se zavedati, da se skupni jutri lahko gradi le skupaj, ne pa ločeno. Vsak človek si lahko nekako ustvarja vizije za svoj lasten jutri, ampak značilnost človeškega bivanja je družba in družba pomeni druženje, izmenjevanje idej, izmenjevanje prijetnih emocij, debata o neprimernih emocijah in spoštovanje tistega, kar je zdravo, ter svetovanje v situacijah, ki niso primerne ali zdrave, vsekakor pa brez obračunavanja, ki temelji na travmah nekaterih redkih posameznikov, ki imajo moten libido in ego in ki so dolgoročno gledano za družbo škodljivi, če tudi v nekaterem primeru in trenutku zgledajo tako mogočni voditelji. Tisti ljudje, ki se bojijo gledati v oči, ki se bojijo nasmejati, in tisti ljudje, ki zmeraj kažejo, da počno narobe oziroma zmotno zgolj ostali, tisti ljudje imajo največje težave ravno sami in če so ženske same. Zato se potrudimo za ustrezno mentalno higieno, očistimo in telo in pričnimo graditi skupni jutri, družbeni jutri, tudi družabni jutri, za zdravo, realno in tehtno vizijo, katere se ne bo treba sramovati.